Živja, kje pa sem jaz? Evo, da vam pokažem. Sem na vrhu zvoha, velikega zvoha, 1971 metrov nadmorske višine. Danes po službi sem se odločila, da rabim ne samo hribe in gozd, ampak da rabim gore. Te naše najlepše gore, če vidite v ozadju. Povsod okoli mene so. Že zelo dolgo nisem bila v gorah. Ves čas sem v hribih, gozdovih, ampak gore. Saj za nekatere je ta veliki zvoh nič posebenega. Ampak glede na to, da nisem bila že kakšno leto na nobeni gori, je bilo tole za uvod čisto dobro. Tako da tisti, ki boste kaj ta vikend hodili v hribe, sneg je že, snežna meja, mislim, da je celo nad 1400 metrov nadmorske višine. Oziroma tam 1600, no. Tako da nujno imejte dereze s sabo, tisti, ki boste kaj hodili po hribih. Drugače pa, kaj sem hotela reči, dereze in cepin. Priporočam tudi, da greste na kakšno mogoče šolo varnega gibanja v gorah. Jaz sem šla na kar nekaj teh tečajev, no, tako da vsako leto skoraj. Zdaj pa eno celo sezono nisem nič hodila v hribe, gore, v hribih sem bila. In mi je toliko manjkalo, ves čas je zmanjkovalo časa, pa sem rekla, ok, danes bo pa dosti časa vsaj za tale zvoh. In dejansko res mi ni vzelo veliko. Šla sem iz izhodišča planine jezerca, kakorkoli se reče. Tako da 1:15 približno do vrha. In res najboljše, čakajte tamle, še malo pokažem naše očake. Da se ne bo snemanje ustavilo. Malo piha, no, mrzlo je, saj je sneg. Ampak ja, je pa kar fajn, tako bom rekla. Še tole, da pokažem ta razgled. Recimo sploh tele oblaki. Tele ovčke, ki so v dolini. Danes me je to spet spomnilo, zakaj sem se vrnila v Slovenijo, ker sem bila kar nekaj časa v tujini. Zakaj sem vedno, ko sem bila v kakšni Ameriki ali pa kaj takega, razmišljala o tem, koliko pogrešam te naše planine, te naše gore. In ja, danes, ko sem hodila gor, sem rekla, ja, no, zato sem se vrnila. Dobro, tudi še zaradi kakšnih drugih stvari, ampak res je dobro, prav moramo iti večkrat v gore, ne samo v hribe, v gozd itak, to je tako brez tega, sploh si ne predstavljam. Ampak gore. Kamniško-Savinjske Alpe so ful lepe, Julijci, ni da ni, kar veliko stvari imamo, no, tako da. Ampak dobro, tudi jezera in vse ostalo. Tudi zelo prijazne in prijetne ljudi. Ne vse. V zadnje tedne se je kar pokazalo, da imamo očitno veliko za povedati in se prekregati zaradi takih in drugačnih stvari. Ampak na koncu dneva upam, da se imamo vseeno radi. Vsem želim varno v gorah, če boste kaj hodili te dni. Predvsem dereze, cepin, vetrovko. Ja, pa to sem še hotela povedati. Priporočam hribe pa gore, predvsem tistim, ki želite malo več trenirati na vztrajnosti. Jaz recimo danes sem prav rekla, mogoče bi šla samo tam do tistega hotela, ki je spodaj. In že ko sem pripeljala na parkirišče, sem bila malo razočarana, ker sem preverila vreme in je pisalo, da bo, ne vem, skoraj 20 stopinj. Pol pa pridem na parkirišče, pa je pisalo, da je 4 stopinje. In sem tako, ne, jaz res ne maram mraza, a grem zdaj iz tega avta ven ali ne. Pa sem tako, ok, daj grem vsaj malo, itak se segreješ, ko hodiš. In pol je brutalno pihal veter, res toliko je pihal veter, da sem bila v vseh možnih kapucah. Lase mi je pač povsem v obrazu in povsod dajal. Sicer kar pašejo dolgi lasje, ker malo grejejo, moram priznati. Tako da zdaj jih imam kar lepo spuščene. Ampak pa sem vseeno šla in sem rekla, pismo, to je res dober trening za vztrajnost. Če pomislim za nazaj, jaz sem včasih res ful v gore hodila, plezala po ledenikih, ne vem kaj vse, zdaj pa sem tako čist out, čist iz pač prakse. In ker razmišljam za nazaj, kje sem jaz največ to vztrajnost trenirala, pač, ja, itak je to, da se nekaj odločiš, pa greš do cilja, ampak v resnici največjo vztrajnost dobiš, če hodiš v hribe. Ker že samo zavedanje, ko prideš ti na vrh, zdaj sem pač na vrhu,
Tu si šele na pol poti in si tako, zdaj moram še dol. Sicer eni pravijo, da jim je za dol lažje, meni osebno je težje, ker je večji pritisk na kolena, pa mi je v bistvu bolj prijetno s palcami. Danes sem jih imela na dnu prtljažnika, imam pa avto toliko naložen, da nisem mogla sploh do palc. Ful imam nekih stvari v avtu, kakšna zgodba za kdaj drugič, kaj sem hotela reči. Brez palc, ja, in zdaj grem dol. In toliko sem imela nekih dramatičnih misli na začetku v avtu, zaradi tega mrazuka me je to presenetilo. Zdaj, ko sem prišla gor, je vse to poplačano. Pa lahko rečem še to, da vsaj pri meni je vedno res, da citat, ki sem ga enkrat slišala, da zgoraj nikoli ne prideš več isti človek. Tako da jaz se vračam v dolino in ko bom prišla dol, bom definitivno drug človek. Vsem želim lep preostanek ponedeljka. Jaz imam še kar pestro popoldan, ampak slabo urco bom dol in akcija dalje. Pa upam, da bo čez ta mesec še za kakšen hrib, se priporočam za kakšno družbo. Uživajte!